Najprej za začetek malo zgodovine. Naš poslanec Jože Tanko je predlagal uvedbo subvencionirane dijaške prehrane trikrat neuspešno v letih 2001, 2003 in 2004. V letu 2008 pa smo bili pod Janševo vlado bolj uspešni. Na naš predlog s prvopodpisanim Jožetom Tankom in s podporo vlade je bil ta zakon tudi sprejet. Seveda so k uvedbi oziroma pripravi jedilnic, kuhinj in podobno pristopile tako šole kot ravnatelji, pozdravili dijaki in starši. Visoka je bila tudi podpora dijaške organizacije, ki je analizirala, naredila tudi anketo med dijaki in podobno. Z malo bolj težkim srcem je zadevo podprl tudi glavni sindikalist z področja vzgoje in izobraževanja, gospod Branimir Štrukelj. Stvar je več ali manj sedaj utečena in poteka. Ponekod so sicer morda še potrebne manjše investicije, v večini primerov pa zadeve tečejo. Vemo, da je že do takrat lahko šola, če je želela, organizirala tudi toplo prehrano, vendar če je v zakonu samo lahko, se to naredi ali pa ne. In v večini šol tega seveda niso naredili. Šele zakonsko obvezo so dejansko morale šole k temu pristopiti. Minister Lukšič, ki je spremembo zakona predlagal, ob tem izpostavlja en primer, kjer stvari ne potekajo v skladu s pričakovanji. Mi menimo, da bi morali tam, kjer zadeve še ne tečejo tako, kot bi bilo potrebno, pomagati probleme rešiti, ne pa da se potem spravimo na celoten koncept, ki je bil po našem mnenju dober. Mi smo zagovarjali, oziroma želeli smo urediti predvsem dijaško prehrano najprej zato, ker je bilo to področje najslabše urejeno, torej imeli smo urejeno prehrano v osnovni šoli in za študente, medtem ko za dijake popolnoma nič. Zato smo se tega lotili v prvem koraku, naslednji korak pa bi bil subvencionirana prehrana tudi v osnovni šoli, brez ločevanja na revne in bogate. To je končno tudi zaveza države, namreč sprejeli smo več resolucij o zdravi prehrani, o nacionalnem programu prehranske politike, smernice zdravega prehranjevanja, skratka cel kup resolucij in zavez, ki pa jih, kot vemo, papir marsikaj prenese, lahko ostane samo na papirju ali pa se dejansko udejanjijo. Menimo, da bi se moralo ministrstvo, preden se je lotilo sprememb, analizirati, kako se je prehrana v srednjih šolah prijela, torej kako poteka, kako zadeve funkcionirajo, morebiti opozorila na kakšne težave in jih tudi poskušala odpraviti. Ne moramo pa se strinjati s predlogom, ki je pred nami, namreč kaj te spremembe prinašajo. Po našem mnenju, oziroma glede na to, kar so v zakon zapisali, bomo dijake razdelili na 3 skupine. Najbolj revne, revne in bogate. Najbolj revnih bo 36% dijakov in za te bo obrok še naprej brezplačen. 22% dijakov bo po naši definiciji revnih in bodo za obrok plačevali mesečno 16 evrov in 42% dijakov sodi v kategorijo bogatih in bodo za obrok mesečno plačevali 8 evrov. Menimo, da bo to povzročilo velike razlike med dijaki. Končno bo tudi vsem jasno, kdo je upravičen do celotne subvencije. Najbolj lahko pričakujemo mobbing tistih, ki bodo revni, medtem ko seveda teh razlik ne delamo ne med zaposlenimi, glede na višino plače, niti med študenti, glede na socialni položaj, pač pa lahko študentske bone kupujejo ne glede na svoj položaj. Prepričani smo tudi, da bo sprememba prinesla ogromno administracije. V 25. členu, ki smo vam ga tudi skopirali, je razvidno, katere podatke vse bo potrebno zbirati. Res je, da nekatere od teh podatkov šole že sedaj imajo, dodatno bo potrebno nekaj drugih, ampak to spet pomeni določena administracija, nekdo se bo moral s tem ukvarjati in praktično mesečno spremljati te različne kategorije, spremembe socialnega položaja in podobno. Lani so stroški dijaške prehrane znašali 32 milijonov evrov, predvideno je bilo najprej 50, realiziranih na to 32 milijonov in kot je povedal državni sekretar oziroma generalni direktor direktorata, vlada varčuje, mi menimo, da bi lahko varčevala kje drugje.
Namreč v letu 2010 bo samo obresti od kreditov, ki jih vlada najema, 500 milijonov. V naslednjem letu pa celo 600, kar pomeni, da bi bilo to za več kot 10 let subvencionirane dijaške prehrane. Da ne omenjamo vodnega topa, novih avtomobilov, ki jih kupuje vlada. Mi smo naslovili tiskovno konferenco z naslovom, da Pahorjeva vlada jemlje mladim. Namreč poleg že napovedane oziroma spremembe zakona o dijaški prehrani oziroma šolski prehrani, vlada napoveduje tudi, načrtuje znižanje subvencij za nakup stanovanja za mlade družine in še cel kup predlogov. Mi menimo, da bi lahko varčevala marsikje drugje, ne pa na mladih.